Dober dan. Nacionalni preiskovalni urad preiskuje kazniva dejanja s področja gospodarske kriminalitete in korupcije. Na območju ljubljanske in kranjske policijske uprave 85 kriminalistov opravlja 21 hišnih preiskav na naslovih fizičnih in pravnih oseb. 4 osebam so odvzeli prostost. Po poročanju nekaterih medijev preiskava poteka tudi na sedežu ljubljanske občine, na Kresiji in pri nekaterih osebah povezanih z občino, med njimi pa ni župana Zorana Jankovića. Računsko sodišče je ugotovilo, da ljubljanski klinični center s čakalnimi dobami ni zagotovil enakopravne obravnave pacientov pri dostopu do zdravstvenih storitev. Na klinikah oziroma oddelkih, ki so jih vzeli pod drobnogled, so pomemben del pacientov namreč pregledali ali operirali brez upoštevanja čakalne dobe. SDS je začel zbirati 40 tisoč podpisov potrebnih za izvedbo referenduma o noveli zakona o arhivskem gradivu in arhivih. Zbiranje lahko traja do 19. marca. Če jih bo pobudnikom uspelo zbrati, bo moral Državni zbor referendum razpisati v 7 dneh. Poleg SDS-a referendum podpirajo še v SLS-u, a napovedujejo, da pri zbiranju podpisov ne bodo sodelovali. Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in prostor bo znova obravnaval zahtevo Državnega sveta, da poslanci vnovič odločajo o energetskem zakonu. Seznanili so se tudi s posledicami zadnje vremenske ujme na prometni in energetski infrastrukturi. Škode na infrastrukturi je za 120 milijonov evrov, od tega na državnih cestah za 9 milijonov, še 3,6 milijona pa na avtocestah. Slovenske železnice imajo okoli 34 milijonov evrov škode, Eles 12 milijonov, največ kar 63 milijonov evrov škode pa so utrpela elektrodistribucijska podjetja. Toplo januarsko vreme in februarska naravna nesreča z ledom in poledico sta negativno vplivala tudi na slovenski turizem. Turistična zasedenost v Mariboru je le 10-odstotna, v Kranjski Gori pa ocenjujejo, da bo izpad zaradi vremenskih nevšečnosti okoli 2 milijona evrov. Turistični ponudniki upajo, da bodo prihodnji tedni, ko imajo šolarji zimske počitnice, uspešnejši. Ob tem razmišljajo, kako bodo zimske pakete v primerih zelene zime dopolnili z drugimi dejavnostmi, kot so pohodništvo, kolesarjenje, adrenalinski športi in zdraviliški turizem. Pod pokroviteljstvom Združenja delodajalcev Slovenije poteka Dan za punce. Nekatera podjetja so odprla svoja vrata dekletom iz zadnje triade osnovne šole, da bi tako promovirali naravoslovno-tehniške poklice. S tem bi jih radi spodbudili k razmišljanju o poklicih, ki jih stereotipno povezujejo z moškim spolom. To so varilka, operaterka CNC stroja, orodjarka, programerka ter inženirka fizike, elektrotehnike ali multimedije. Danes je tudi Svetovni dan radia, ki je letos v znamenju enakosti spolov. Na področju medija, ki še vedno dosega najširši krog občinstva po svetu, si UNESCO prizadeva povečati pripravljenost lastnikov in vodstev radijskih postaj, novinarjev ter oblasti za razvoj politik in strategij za enakost spolov. Zavzema se tudi za odpravljanje stereotipov in spodbujanje večdimenzionalnega predstavljanja na radiju, za usposabljanje žensk za radijske producentke, voditeljice in novinarke ter za varnost radijskih novinark. V petek se bo postopno zjasnilo, dan bo večinoma sončen, temperature bodo sprva malo nad ničlo, čez dan pa od 6 do 12, ob morju do 14 stopinj Celzija. V soboto bo na severu in vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodnik. V nedeljo bo na zahodu oblačno z občasnim dežjem, drugod bo dokaj sončno in toplo, pihal bo okrepljen jugozahodnik. Danes v dnevniku televizije Maribor. Po številnih zapletih bo mariborsko letališče le dobilo tudi uporabno dovoljenje. S prihodom Humane v Maribor imajo v Rdečem križu 17 ton manj oblačil. Slovenski ekološki kmetje večino izdelkov prodajo neposredno na domu, na tržnicah in preko zabojčkov. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.